Dobrodošli v informativni oddaji Splet dogodkov tedna. Ta teden je bil posvečen gluhim, namreč v središču Ljubljane v kavarni Lolita so ljudje lahko naročali v slovenskem znakovnem jeziku in so zato dobili brezplačno kavico. Več o tem v naslednjih minutah, kajti včeraj smo praznovali Dan slovenskega znakovnega jezika in to že 10. leto. Zato je gluha skupnost imela priložnost obiskati veliko dogodkov na to temo. Kaj vse se je še dogajalo, boste izvedeli v oddaji. Ostanite z nami. Na včerajšnji tiskovni konferenci Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije so izrazili ogorčenje nad tem, da naj bi Ekonomsko-socialni svet obravnaval predlog novele zakona o osebni asistenci, ki vključuje nekaj rešitev, ki jim invalidske organizacije nasprotujejo. Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so naknadno sporočili, da gre za delovno verzijo zakona in da bo decembra ponovno sklicana tako imenovana pogajalska skupina ter kasneje še svet za invalide, kjer bodo predstavljene predlagane določbe predloga zakona o osebni asistenci. Spletna TV bo seveda spremljala dogajanje. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je na 33. strokovnem posvetu ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva v Portorožu danes spregovoril o prednostnih aktivnostih ministrstva. Prepričan je, da je slovenski sistem vzgoje in izobraževanja v primerjavi z drugimi še vedno dober. Pri tem je izpostavil še ključne cilje ministrstva, in sicer visoke standarde znanja, zadovoljstvo učiteljev, učencev in staršev in tudi boljši ugled delovanja šolskega sistema v Sloveniji. V Slovenskem sodniškem društvu so pretreseni nad objavo fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov in tožilke, ki jih je tožil predsednik SDS Janez Janša. Kot so zapisali, je nadlegovanje sodnikov in tožilcev po domovih zaradi njihovih preteklih odločitev v sodnih postopkih nesprejemljivo, takšne grožnje pa so obsojanja vredne. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je izrazila pričakovanje, da bo policija naredila vse, da se te objave čim prej umaknejo s spleta. V Sloveniji je po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje v letu 2023 živelo 149.160 oseb s sladkorno boleznijo, kar je 3.920 več kot v letu 2022. Zdravili se je zaradi sladkorne bolezni lani zdravilo 126.786 oseb, med njimi več moških kot žensk, so navedli v okviru Svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki je bil včeraj. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je pred 2 dnevoma po telefonu pogovarjala z novo izvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in mu čestitala za izvolitev. Ob tem sta sogovornika potrdila odlične dvostranske odnose, so sporočili iz urada predsednice. Sogovornika sta se dotaknila tudi vojne v Ukrajini, pri čemer je predsednica poudarila, da je treba pri reševanju tega konflikta izhajati iz temeljnih določil ustavne listine Združenih narodov, za kar se Slovenija po njenih besedah močno zavzema. Ciljev trajnostnega razvoja ne bomo dosegli brez socialnega in ekonomskega opolnomočanja žensk, je pred 4 dnevi na Pariškem forumu za mir dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot so sporočili iz njenega urada, je izpostavila tudi potrebo po reformi globalnega upravljanja in povečanju javnih sredstev za boj proti revščini in za zaščito planeta.
Nafta se je včeraj pocenila. Cene so se znižale zaradi skrbi glede povečanja svetovne proizvodnje ob upočasnitvi rasti povpraševanja po nafti. K padcu je prispeval tudi močnejši dolar, je na svoji spletni strani poročala agencija Reuters. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v ponedeljek v ljubljanski kavarni Lolita v sodelovanju z Mastercardom predstavila novo spletno platformo prispevajkretnjo.si. Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije prek platforme vsak lahko daruje znesek, s čimer prispeva k prevodu besede v kretnjo. To bo omogočilo boljše razumevanje ter vključenost gluhih in naglušnih v družbo, je na novinarski konferenci poudaril sekretar ZDGNS Matjaž Juhart. V prostorih ZDGNS se je včeraj v okviru Dneva slovenskega znakovnega jezika odvijala predstavitev dveh projektov. To sta etimološki slovar in s pomočjo SZJ se učimo slovenščine, ki sta podprta strani Ministrstva za kulturo. Pri projektu Etimološki slovar so že zapisali 500 kreten, pri katerih so napisali tudi izvor kreten. Drugi projekt je namenjen temu, da se gluhi slovenščine učijo s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. Danes se je na Filozofski fakulteti v Ljubljani začela dvodnevna mednarodna konferenca inštitutov znakovnih jezikov z naslovom Vse je v naših rokah. Na tej konferenci je bil čas namenjen raziskavam, razvoju, poučevanju, certificiranju znakovnih jezikov in sicer tako doma kot v tujini. Udeležujejo se je strokovnjaki iz več kot 30 držav. Poudarek je na sodelovanju in izmenjavi dobrih praks med institucijami znakovnih jezikov po vsem svetu. Našla se je tudi priložnost za vzpostavitev mreženja in sodelovanja med strokovnjaki ter za ustanovitev krovne organizacije vseh inštitutov znakovnih jezikov. V ljubljanskem City teatru BTC o praznovanju Dneva slovenskega znakovnega jezika, ki ga obeležujemo 14. novembra, pravkar poteka pester kulturni večer. V soboto in sprva v nedeljo bo precej jasno. Po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. Jutri bo zjutraj -3 stopinje, čez dan pa 7 stopinj Celzija. V nedeljo čez dan se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Indonezijska gledališka skupina Gluha fantazija je nedavno pripravila prvi muzikal za gluhe v svoji državi, kjer ima več kot 2 milijona prebivalcev težave z sluhom. Na odrih so uporabljali zaslone, ki so prikazovali dialoge in besedila, medtem ko so igralci nastopali zgolj z obrazno mimiko in znakovnim jezikom. Njihov cilj je predvsem ozaveščati o prednostih znakovnega jezika, ki v tamkajšnjih šolah ni tako pogost. Toliko za ta teden, ki je posvečen slovenskemu znakovnemu jeziku. Imejte se lepo, vidimo se ponovno naslednji teden.